Dobro jutro. Pozdrav soncu sem jaz si želel narediti, ne, in ga tle pozdravljam, ni, se je skril, ne, oblaki so ga prekrili, on se ni nikamer skril, on glih tako tam je in glih tako tam sije. In zdaj sam videti ga ni, mora človek imeti pa vero, da on tam je. Enako je s to resnico. Resnica tam je, sam je bila zakrita z milijardo lažmi, ki so jo sproducirali ti usranci. Drugače pa sem tale komad My Way dal čist iz inata, ker je Frank Sinatra, to Frank, ne, to je od te starega Sinatra, sin je to, Frank. France po naše, po notranjsko je bil pa France, veš. No, sej nima veze. A ja, ker smo že glih pri imenih, a veš, ne bom. To je prehuda. Frank je rekel, I did it my way. Naredil sem po moje, šel sem po svoji poti. Naredil sem, kar sem moral narediti. In morati narediti po lastni vesti, v vzgibu in pravzaprav neke vrste notranjemu klicu je treba slediti. Zdaj pa najprej ga je treba slišati. Če ga hočeš slišati, moraš najprej prisluhniti. Pa če hočeš prisluhniti, moraš najprej imeti pred tem kakšen mer, ne moreš ti v šuldru prisluhniti, ne vem, červičku, kako škrebetlja po tramu, zdaj sem se zamislil, ampak če je šunder, ti ne boš slišal tega červička, naj si pa tak naš červiček notranji, te srčne strune, ki pojejo lahko, nežno in tiho pesem in treba ji je prisluhniti. V tem norem svetu, v katerem smo živeli, ni bilo miru. Narcisi, oziroma satanizem kot tak je pogruntal, da mora biti mer na glavo, zato pa je Rim, a ne kontra. In je ves čas ustvarjal neke vrste kaos, nemer, in razbijal tiste, oziroma prste vtikal v tiste stvari, ki smo jih ljudje imeli najraje. Predvsem mer imamo najrajš, kaj ne? Ok, zdaj, da smo globoko v vojni, zdaj pa najverjetneje že razumemo. In ne gre za vojno z metki, ampak gre za spiritual war, torej spiritualno vojno, vojno duhovnosti, vojno za pravo duhovnost, se pravi za odmik zla, ki je prisoten na zemlji, tako fizično z ljudmi, kot umik zla v ljudeh. Ja? Zdaj, skozi vse ta moja predavanja se neštetokrat obregnem ob narcise, ob ljudi, ki so nastavljeni, da delajo gužvo, ki na tak način pravzaprav prosperirajo, uspevajo in na tak način živijo. So strani sistema oziroma svojih ljudi tudi konkretno nagrajeni. Zdaj eni manj, eni več, mislim, Satan zmeri da bombončke, ni problema, malo tle, malo tam boš videl. In ljudje so padali na to in prodali svojo dušo, svoja moralna, etična načela, šli so čez stvari in za svojo krinko so uporabili laži oziroma sprenevedanja. Oziroma so kršili mojo 11. božjo zapoved, ne deli se neumnega, kemula, memula. No. In jaz preden sem prvič rekel besedo narcis, sem rekel pemula, kaj pa če bom jaz komu napačnemu dal to nalepko. Zato ves čas se probam izogibati imenom, zaradi tega, ker lahko pokrivem, koga obsodiš in mu narediš umazano ime. Zdaj narcisi za hrbtom rade vole pacajo, klevetajo, lažejo, se zmišljujejo. Še enkrat, o meni folk govori, kakšen sem jaz narkoman, narkič, ne. In zdaj imam en dober predlog, da gremo kar na odvzem krvi, a ne,
pa če je test pozitiven, ga plačam jaz, če je pa negativen, pa ti, pa še eno ovadbo ti bom dal za počes, a ne, ker gre za blatenje mojega imena, ne. Umažejo ti kurčevi narcisi ime za tvojim hrbtom, ne. Saj nima veze, ne bojim se jaz tega nič, zaradi tega, ker sem priklopljen na osnovni vir in ta osnovni vir ima vsak, sam priklopiti se je treba. Ta zagotavlja neskončno integriteto, pogum, samozavest, stoično držo, kaj še. Milino, blaženost, sprejetost, razumevanje, odsotnost strahu, prisotnost miru in vse prežemajoče ljubezni. Kako sem jaz to zdaj naštel? Kaj da bi mu tle gor naprintano noter v čebuli. Ne, vse to sem že večkrat rekel, ne govorim jaz, to govori iz mene. Preko mene grejo stvari in na tak način moramo vsi priti do točke, da se izražamo preko lastnega biti. Imam glasilke, imam gobec, imam jezik, imam neko znanje slovenščine, ampak to je moj primer. Ne izpostavljajo se vsi, ki so dosegli tako stopnjo, se vsi ne izpostavljajo na tak način. Načeloma so ljudje, ki so spoznali igro sveta, najprej bili fejst potolčeni, ne? Torej to so bili pa žrtve narcizma. In ko so skontali žrtvo tle, tam, je tak človek se umaknil nazaj. Zato sem tudi jaz rekel, vam svetoval, pejte, vi probat najti svoj mir v tišino, v naravo, ne bo vas ne hrast, ne kamen spravil s tera. Celo drugače, ptičica vas bo razveselila, kakšna goba in kakšen gozdni sadež. Gobe so letos čist divje. Čeprav jaz sem švoh letos obdeloval te gobe. Mislim, skoraj nič. Bom počakal še eno luno, mogoče pa bo. Nima veze. Mnogo ljudi, ki je se uspelo priklopiti na ver, so bili žrtve. In zaradi tega, ker so bili žrtve, so stvari spoznali, prepoznali in se umaknili. O tem ne želijo govoriti na glas, ker do zdaj so ljudi, ki so spoznali resnico, pa o nekaj spregovorili, pobili. Ja? Na grmadah so jih zažigali, na križu so jih prbijali, v zapore so nas devali, nekatere na psihiatrijo in pok s koktejli nabutati, da postaneš živ mrlič, hodeči mrlič, tako nekako. Tihi ljudje so najverjetneje po večini najmočnejši. In narcisi to vejo tudi, da so noter močni in so prinašalci luči zelo močno. Narcisi se iz ljudi, ki smo prinašalci luči, napajajo. Mi nismo vedeli, da smo luč. Res ne. Ta tema se je pa napajala iz nas. In ker smo v tej, bom rekel, strašni vojni, ki je največja do zdaj po mojem bila, jaz ne vem, da bi se kdaj jaz ne vem, nihče ne ve, da bi se kdaj to zgodilo, že kaj podobnega, kjer kolektivna zavest raste in rastemo ljudje iz dneva v dan, ko step by step, korak za korakom napredujemo proti temu, kdo v resnici smo. Mi se bomo spomnili vsega. Mi se bomo spomnili akaških zapisov. Mi se bomo začeli spominjati lastnih preteklih življenj. Saj bi si jih že, pa so jih načrtno nam spomin vzeli. Tako daleč še ta satanizem. No, skratka, zdaj v tem času, v tej vojni, pa smo že deležni tega it's gonna be biblical. Postalo bo biblično, je rekel Trump. Maske padajo zelo rapidno. Ja, zdaj morate biti že zelo slepi,
da me vidite, kako ta igra iz pozadine, bom rekel, od spredi smo lepi pa tako, pa fajn, pa to, od zadaj smo pa svinje, imamo čist druge plane mi. Zdaj sem pa moramo tako zaigrati, da se ti naši plani izidejo, stari. Ampak tukaj moramo pa zaigrati, da bomo pol pizda jim je materna. Tako je narcizem, satanizem deloval iz behind the scene, izza scene, iz senc ven je deloval. In te maske zdaj ne morajo več prikrivati, meni že ne. Pa mislim, da še marsikomu. In pazi, jaz najdem en dober zapis, ki ga bom pa kar prebral. Sem tudi prevod naredil za vse Slovence, ki slabše obvladujejo angleški jezik oziroma tudi ne užgejo mičken aktivnosti, da bi probali prevesti materiali iz angleščine, raj, kar grejo naprej, ne razumem, ne. Jaz imam, malo sem se potrudil, jaz slikico vidim v angleščini, pol jo pa shranim, pa označim tekst na slikici, pa ga dam v prevajalnik, pa označim copy iz prevajalnika, pa dam pod objavo pod slikico. Jaz to naredim za ljudi, ki so preleni, da bi to naredili. Preleni? Ne, mogoče premalo razgledani, da bi znali, da bi pomislili na to. Zadnjič sem se srečal z neko gospo in isto ona ne zna angleško, pa sem rekel, pa dajno na serijo, pa dajte mi jaz zrihtal prevajalnik. Pa sem mi zrihtal prevajalnik. Kako je bila navdušena, rekla, jaz pa sploh nisem vedela, da to gre. Torej, tisto, kar bi mi morali znati, nas niso naučili, a je prav. Jaz znam prevajati iz turščine, iz uzbekistanščine, iz madžarščine, iz vseh jezikov, zaradi tega, ker se poslužujem orodji, ki so tukaj, tehnologija, nič ni to tazga. Imamo vsak v svojem žepu. Sem dokaj čapkejke igramo, pa ne vem, nič jih ne igramo, če jih kdo igra, jaz ne. Ali pa dok se igrajo igrice, zdaj to ni nič. Pa dok se berejo, ne vem, ti konvencionalni mediji, tudi ne bo nič. Pa predrkavanje, kdo bo predsednik, kdo ne bo predsednik, a bo drugi krog ali kdo kaj, jaz da mislim, dej nehajte ga srati, kaj nam dela. Mislim, prav butaste se dela, v friz se nam režijo, zastopaš folk, pa še vedno pada na ene in iste floskule, bedastoče, cirkuške. Morate vi vedeti, da od maja pa do zdaj se gremo mi samo volitve. Najprej se premijeja, pa prej cirkus, pa pol cirkus, pa pol so poletne počitnice in evo, pride jesen, spet imamo volitve. In pa imamo prvi krog, pa drugi krog, pa kdo vse to plača? Odkje ljudem to denarja za te kampanje? Kdo bo na koncu to plačal? Mi plačujemo ta cirkus, pa dajte ga nehati srati, ne? A veš, dokler plačamo mi vstopnico za cirkus, bo cirkus tam imel živali zaprte v kletkah, ker rečemo, ojoj, smilja se imate živali, ne? Ampak grem pa vseeno pogledat, ker sem tukaj ferpčen. To je taka bedarija, a ni? No, skratka, tam narcisom padajo maske dol zdaj, prav očitno, mislim, mene se ljudje bojijo, pa ne bojijo, sovražijo me in zakaj? Pazi, da je to, da ne bo pomote, če si zapustil malignega narcisa, vedi, da te sovraži. Resnično te sovraži, strastno in vehementno. Zakaj? Zato, ker veš. Zato, ker ga veš, on tebe sovraži. On dela grde stvari. Ti jih prepoznaš, on te sovraži, ker jih prepoznaš, ne sovraži sam sebe, ker dela grde stvari. On bi grde stvari še naprej delal, sam jih ne more, ker si ga prepoznal, zdaj pa ima on oteženo delo. Neki narcisi delajo, normalni ljudje pa ustvarjamo, pa gremo v službo, pa gremo narediti, oni imajo pa delo, ne. To sranje od spredi masko, pa iz pozadine, za frendička bom tam leporinu, on bo pa pol tam. Flying Monkeys je ena izmed strategij narcisov, oni so organizirani, da ne bo pomote, in oni se delajo, da se z unim,
Peter je pa debil cel, o Petru to govorijo, vendar ta narcis pa Peter sta prijatelja in ta Peter pa še Marko, pa Mojci pove in pol Mojca tebe tle nekaj sprašuje in te klofne zaradi te situacije od tle. To so flying monkeys, oni ti pošljajo navideznega kao da z njim nimajo nobene veze, no, pač tako. Mislim, malo težko razumeti, bom rekel, vse te igrice, pa bom probal še enkrat poiskati prav za vas v prihodnjih dneh material, pa sem ga že objavil. Kako prepoznaš, kakšne so tehnike delovanja narcisa? In zdaj, ko jih ti prepoznaš, moraš ti vedeti, da boš šel v boj z njimi. In to je frontalni napad, dobiš zaradi tega, ker ti si jih prepoznal. Tle v tem boju moraš pa pričakovati, da pridejo kar od nekje neke sile, neki ljudje, kar neke situacije, ki si, kva pa je zdaj to, jih moraš ti potihem noter povezovati. Nobenemu ne smeš verjeti, nobenemu, niti enemu človeku ne smeš verjeti. Na prvo že ne. Imaš pa možnost ti to prečakirati pa opazovati. Ja? Meni narcisi se ti izkažejo, jih ne prepoznaš, 40 let. Ene narcise so pa bolj butasti, ga pa prepoznaš pa v 5 minutah. Ne? Zdaj pa bolj, ko si zverziran, bolj vidiš, kakšno strategijo je ubral prvi, kakšno ima drugi, tretji nos dvigne, kadar hoče, četrti začne glasno se režati, pa glasno govoriti o XY temi, ki nima veze s tem, kaj si prej ti začel in tako. Imajo vse sort strategije in tehnike. Zdaj, nekako sem v štartu začel, nisem hotel z imeni. Najbolj grozno je, če obsodiš nedolžnega človeka. Da rečeš, ti si pa narcis, pa on v bistvu je žrtev narcizma. Tudi zdaj jaz nočem nikomur v fris reči, stari, nehaj mi s tem narcističnim pristopom, ki te imam pun kufer. Jaz to nobenemu ne rečem, sem prepoznam ga. Moj nasmešek bi mu mogel že kaj povedati. Da, fantič, dragi moj zlati, ne bo šlo, tole pa ne bo šlo, a ne? Težko, miško. Ja, ne o imenih, ker ne veš, kdo je žrtev. Ker pazi, mislim, če človek brska, tudi kaj najde. Breaking up with dysfunctional. Evo, recimo, to je ena izmed, ko smo že rekli, zakaj on tebe sovraži, ne? Se pravi, poglej zdaj to. Jaz te bom uničil, jaz te bom naredil brezdomca in te bom naredil brez keša in bom naredil tako, da bodo tvoji otroci daleč stran od tebe. To je stavek. Na koncu, bom rekel, zveze z maskami, ki pridejo, ki kompletno razpadajo in vidiš realno osebo skrito pod temi maskami. Ja? Kaj reče narcis, ko končaš z njim vezo? Uničil te bom, naredil te bom brezdomca, pa brez keša boš videl, pa še otrok ne boš imel. To ti reče narcis, ko z njim končaš komunikacijo, ko mu rečeš ne. Ko mu ti rečeš ne, dam ti energije, ne bom ti tegale naredil. Pol narcis reče, težak. Težak sem, ja? Ne da se z mano lahko manipulirati, ne? Valjda sem zate težak. Ti si narkoman. Super, odličen argument. Zadnjič mi je napisal, objavil sem neke zasilni pristanki kje so se zgodili, kaj ni čudno, kako na čudnih lokacijah so se zgodili na trasah, pa mi nekdo napiše od spodaj, nimaš pojma o kartografiji, pika. Hvala ti za ta izčrpen, kaj je lekcijo ali zapis ali tako, v kontekstu hvala ti, ker si me izobrazil, ne? No, ta tip se itak ni več oglasil, ker narcis zna sam bruhant po nečem, nima nobenega argumenta. Zaradi tega se ne bat, ker vi imate argumente, oni ne. Boščki eni. Oni utihnejo v drugi rundi, ali pa v prvo sem se jih jaz navadil utišati. Kar v prvo.
Ena zelo pomembna stvar je pri narcisih, ki jo morate vi prepoznati. Da narcis med vsemi vašimi dobrimi deli išče slabo delo oziroma napako, bom rekel hipo, bom rekel, kakšno stvar, ki jo recimo vi ne marate početi, ne? Pa pol se on spomni, to pa ni hotel narediti, nekaj ne mara. Pa če ne maram, jaz tega pizda, ni mi prijetno, ne? Ne vem, recimo, jaz imam delo na višini, meni ne gre, ne? Lojtra pa, a veš, ko lojtro raztegneš 3 štuke. Ni meni tam, pa je varna, vse okej, sam, majster, ki začne od spodnji se trest, pizda se cel začnem sukati, dok se ne primem gore, ne ograje, ali pa veje, pa... Ni mi, no, ljubezensko, ampak narcisi hitro najdejo, ki se ne upaš po lojtri plezati. Mislim, katera bedarija, ne? A se ti upaš, ne vem, v mrzlo vodo skočiti. Se nima veze sploh. Dobri ljudje iščejo dobre stvari v vas. Slabi ljudje pa v vas iščejo slabe slabosti, hibe, napake, mogoče tudi travme. Narcis je razcepljena osebnost. Narcis je šizofren, my fucking ass. Narcis je narcis. Grd je on. In, ali pa ona, ali pa ono, se vsem se to že ne veš, ali imajo lulčka ali imajo lulike, se sploh ne veš več. Zgledajo, kot tipi pa so bejbeti, se pa kontra, no, se sploh je brez veze, da se gremo kaj noter. Niso šizofreni oni so grdi, samo igrajo, da so lepi. In pa pravijo, a veš, ne pa si on je dober, ampak veš, včasih je pa kar živčen rada. Majster. Ne pa včasih pa tako, ja, to je narcis, ki igra dobro. Bodite previdni. Zelo pomembno je, da v celi zgodbi, vi morate se zavedati svoje vrednosti, svoje cene in svojega doprinosa na tem planetu. Ampak tle morate vedeti, da okrog nas so ljudje živeli ti in ti. Človek najbližnjega spozna, ko ga ta enkrat izda, do takrat pa malo veš. Moš narcisa prepoznati. In zelo pomembno je, da ne biksneš mem in spoznaš, kdo je pa pravzaprav žrtev. Kako deluje narcis in kako deluje žrtev mentalnega abuza, zločina, posilstva. To so abuzeri, so narcisi, oni so posiljevalci. Ne čist glih, bom rekel, v spolni smeri, to so v bistvu navidezni morilci in črpalke naše energije. Ja, oni so narejeni, oni se nasmejajo, kadar gre nam bad. Kadar nam ne gre dobro, je njim super. Kadar gre nam dobro, pa njim to ni okej, zakaj gre tebi dobro, jaz nočem, da ti gre dobro in pol oni vse sile vložijo v to, da nam ni dobro. Karkoli. Nam pa je dobro. Ker si damo zdravilno glasbo. Bom pustil malo. Bom vam probal nekako prevesti. Nekdo, ki je bil mentalno posiljen, mentalno abused, se pravi izkoriščen, bo prvič konstantno se opravičuje ta, ki je žrtev. Zaradi tega, ker je bil konstantno kritiziran. Ja? Torej, žrtev se opravičuje. Bodite pozorni pri ljudeh. Žrtev skriva svoja čustva. Zaradi tega, ker je bil blamiran z njihove strani in diskreditiran. Kadar je dal čustvo ven, jih je dobil po klamfi. Tretjič, breaking down during small disagreement. Tako. On se zlomi takoj, ko pride do majhnega
nerazumevanje se on kar zlomi. Zaradi tega, ker to triga, se pravi vpliva na njegove flashbacke, se pravi spomine za nazaj, ko je njihov posiljevalc eksplodiral out of nowhere. Njihov posiljevalc je eksplodiral iz nič. Kaj je tle ta šalca? Zakaj je tle ta šalca? Zakaj ni ta šalca tle? Kaj kurac tudi, če pa premakni? Kaj tako, ker sva zmenjena? Ti sem debelo gledaš, ker se tamo narobe stari. To so abuzeri, tako funkcionirajo. Ker neko šalco najde, sam da je konflikt, se konflikt pa ja želijo ves čas. In zaradi tega se ljudje, žrtve, ne upajo izražati čustev. Ja? Need a lot of reassurance because they are not used to being constantly told they are not enough. Tako. Zdaj pa jaz sem selektor. All pa rečem copy, ker pa ne znam, ene besede ne znam prevesti, veš. Ampak ni panike, međuvremeno jaz tole že vtikam v prevajalnik. Potrebujejo veliko zagotovil, ker so navajeni, da jim nenehno govorijo, da niso dovolj. Oni potrebujejo veliko potrditev. Skozi me nekdo govoril, pa saj ne znaš, pa ti ne veš, pa ti si brutal, pa dej nehaj le kašen si, ne, pa kaj se pa to oblekel, to majčko stari. Kdo ti je pa to dal, kdo ti vzgaba imaš to, kar ne paše, le kakšne lase imaš. In tako so narcisi normalnega človeka pripeljajo do točke, da se ne upa niti izražati, niti govoriti o stvareh, o katerih so morali molčati. Katera žrtev bi želela glasno spregovoriti o pedofiliji, o tem, da je bila spolno zlorabljena, ker ko je to naredila, je dobila, ti pa lažeš na župnike, pa ja, fejst, kaj boš ti zdaj, če znaš ga župnika, tišina, še foterjev je pol po možnosti na luftov. In žrtve so mogle svoje stvari obdelati same s sabo. In bodite z žrtvami potrpežljivi, ker žrtve se trudijo. Ja? Goma saj, be mellow and goma saj, be sharp, je zapel Manu Chao. Mesija, ko boš prišel, bodi oster do narcisov in bodi nežen in potrpežljiv, razumevajoč do teh, ki so bili žrtve. In mesije smo mi, sej Bog ne bo prišel dol tako, mi skozi nas gre Bog in od nas zahteva dovolj milosti, dovolj razumevanja, sočutja do ljudi, ki so bili žrtve. Mi moramo spoznati najprej, kdo je abuzer, kako počne in kako funkcionira, kot tudi žrtve. Zelo tanka je meja, zato bodite previdni, da ne boste narcisa prepoznali kot žrtev, ker veš, kaj pa narcis naredi, kaj mu rečeš, preklet majmun, eden sme nategnil stari tam, pa on reče, kaj zdaj tako govoriš, in on postane igra žrtev. Ne moreš tako. Kaj ne morem tako? Ti ne moreš tako delati, jaz sem te najdel, da tako delaš, ti moraš nehati, ne jaz. Jaz sem šele začel. Bedno do amena, ne? Ja, in zdaj pa Turšič grd, ki govori. Ja, saj Trump je bil tudi grd, ne? Čak, da pride nazaj. Nekako sem hotel video nastaviti v tej smeri, da malo ločimo, kdo je žrtev, kdo je posiljevalec, da se zavedamo, da maske padajo na dnevni bazi, če dalje bolj, da je videti fizično na ljudeh, da postajajo grdi, da so grdi tudi zaradi tega, ker so noter grdi, ker so delali grde stvari, pa ne zaradi tega, ker ne vedo, ampak zaradi tega, ker kršijo 11. Božjo zapoved, ki pravi, ne delaj se neumnega, oni vedo, vendar se delajo neumne za dejanja, ki so itak grda. In tle mi rabimo dovolj moči, poguma in samozavesti, da narcisu lahko kar v ksiht kaj povemo. Ja? Dajmo jih prepoznati,
in dajmo jim ne več dati. Ideja je, da se jih energetsko izčrpa, da jim ne damo tega, kaj oni želijo. Tle pa pride eno zelo pomembno navodilo, ki se imenuje make no mistake. Torej, ne naredi nobene napake, kjer bi narcis lahko rekel, aha, kaj si pa tlele pa takole. Veš, narcis ti da provokacijo in zdaj on čaka tvojo reakcijo. Kaj moraš narediti? Popizditi? Ne, on hoče, da popizdiš. Ti ne smeš popizditi, ti se moraš nasmehniti. Pa ne vej, pa mora to spet kalkulirati, kaj bo pa naslednjo prinesel. Narcisi so ena rak rana. Maligno se širijo, maligni narcisi so to niso benigni. Je tumor, maligno so pa metastaze, In maligni narcis vse povsod odreka, kamor pride, kakor more. Zdaj še tako, narcisi, oni dobro vejo, kdo je lučka, in oni dobro vejo, da lučke nimajo, oni točno vejo, kdo smo mi pa nismo vedeli, kdo smo, zavedajte se tega. Zavedajte se, da smo videni za IT-je, za ekstraterestiale, bom tako rekel, entitete, ki nas vidijo tako kot ene svetle pike, ki hodimo po zemlji. Prav tako. In meni verjemite, da vsak, ki dela dobro in se začne svetiti in začne čedalje bolj svetiti, mu cela armija pride pomagati, kazati pot, pojdi levo, tam imaš izkušnjo, pazike, tudi oni nas čuvajo, tako da ne rabite se tudi zavarovati, ne, sploh pa ne pregrave. Ne morate ti tu grave zavarovati, grob, kaj že, to truga, kaj že. Dragi moji, 31 minut imamo, polurno predavanje za danes zaključujem, in se jutri vam približam ponovno s kakšno dobro, tudi bom tematiko probal poiskati, vi pa le opazujte okrog sebe, opazujte delovanje ljudi, da boste opazili, kdo je virus in kdo je žrtev, opazujte naravo, opazujte malo glasbo, bolj prisluhnite, zakaj je rekel my way, naredil je po svoje, dajte si prevesti, če ne znate, jaz tudi vse vam ne bom na pladen prinesel. Dajte se, merci dajte, čim manj pejte v te narcise in v gužve, ker meni se zdi, da se kar nadaleč popajo. Bodite previdni, čuvajte se, pazite nase, ljubljeni ste in smo že zdaj, odpuščeno je vsem, že zdaj, le treba je nehati delovati. In prišel bo meč resnice, ki bo razsekal to na dva pola. In se bosta pola zamenjala, prvi, zadnji, prvi, in meč resnice je zdaj pa takole, tik pred zdajci uno. Kjer se zgodba narcisov konča in dejansko in fizično je videti že. Bodite pozorni. Be aware. Držite se, rad vas imam, hvala vam za vse, zato, ker ste faced. Zato, ker ste faced. Držite se vidimo jutri. Čau.